Zakaj je bila pomoč iz Slovenije za Ukrajino tako pomembna? Tako je, iz Slovenije pomoč je bila ena izmed prvih humanitarne pomoči, ki je prišla na Ukrajino. Za nas je bila v prvi vrsti zelo pomembna, zato ker smo dobili izdelke in humanitarno pomoč, katera je bila ljudem najbolj potrebna. To ni šlo za pomoč, katero bi ljudje dali to, kar ne potrebujejo, ali točno to, kar naši ljudje potrebujejo v Ukrajini. Druga, da je bila sama organizacija, komunikacija ena izmed najhitrejših in tudi mi sami smo se na Ukrajini trudili, da bi našli transport, kako dostaviti do najbolj potrebnih mest. Tretjič moram opozoriti, da moji sodelavci na Ukrajini ne morejo se nikoli dočakati v slovenskih kamionov, slovenskih konvojev, kateri prihajajo iz Slovenije. Pomoč je deljena po celi Ukrajini, posebej na vzhodnem delu Ukrajine v zadnjih mesecih. Vzpostavili smo 2 velika skladišča, 7 regionalnih in več kot 17 lokalnih. Morate vedeti, da je bilo to vse izpostavljeno v teh 2-3 mesecih. Pomoč se deli ljudem v mestu. Na glavnem mestu, recimo v Vinici, pride vsako sredo okrog 2000 ljudi, kateri dobijo vse življenjske dobrine. Za katere izdelke je v glavnem šlo? Tako, gre za osnovne, kot so olje, moka, sladkor, konzerve, v bistvu to, kar ljudje najbolj potrebujejo. Dobro, omenila ste živila, pa te higienske artikle. Prihajale so tudi zdravila, ne? Tako je. Jaz mislim, da iz Slovenije toliko zdravil in sanitetnega materiala, kakor je prišlo, toliko bolnic, katerim smo pomagali. Jaz vedno poudarjam bolnice na vzhodu, zato ker vemo, da tam potekajo najhujši boji, recimo Kremenčuk, Dnipro, Černihiv, kjer so bile bolnice v bistvu uničene, potem Harkiv in Kijev. A se to dostavljali posameznim individualnim ljudem, ali so bile to kakšni zdravstveni domovi, pa bolnice? Kam ste to dostavljali? Tako je. Zdravila, sanitarni material smo dostavljali direkt do bolnic, do zdravnikov, v katerih smo bili v kontaktu, ker smo tudi sami iskali bolnice, kjer je najbolj potrebno. In tako smo imeli tudi v bistvu tako sliko, kateri najbolj potrebujejo. To pomeni, koliko ljudem ste vse to razdelili? Približno. Celotno, če gledamo celotne, recimo storitve, pomoč, katero smo delili v teh 3 mesecih, tudi nočitve in tudi druge, vse skupaj preko 1 milijona. Preko 1 milijona? Tako. Pa je bilo zaradi vojnih razmer verjetno to težko razdeljevati? Tako je, posebej v mestih, kjer so bile okupirane. Vemo na začetku vojne, severni del Ukrajine, vzhodni danes, tako da moram povedati, da brez naših prostovoljcev bi se to delo ne dalo opraviti, ampak tudi ta korajža in ta volja, da želijo pomagati ljudem, kateri so bili brez meseca, brez vode in hrane. In kateri so ti prostovoljci? Kako se imenujejo? To so zelo mladi prostovoljci. Z ene strani lahko tudi povemo, mogoče fantje, kateri bi mogli to vojno, ampak niso šli, ampak pomagajo na ta način v Ukrajini in so zelo, zelo pomembni. V kateri organizaciji je potekala to razdeljevanje pomoči? Tako je, mi smo v bistvu Caritas Spes Ukrajina. Potekala je v bistvu po celi Ukrajini, po vseh centrih, katere smo na novo ustanovili, župnije, različne druge organizacije, s katerimi smo se v bistvu povezali. Kot sem omenila, Caritas Spes, Spes pomeni upanje in mislim, da to upanje v tem času nam je še več kot potrebno. To pomeni, ta pomoč je dosegla vse ljudi, ne glede na veroizpoved. Vsekakor. Nikoli se nismo vprašali, katera cerkve, katere veroizpovedi, ampak tudi v naših centrih imamo različnih ljudi iz različnih cerkev in smo veseli, da jim lahko vsem pomagamo. Hvala lepa za ta pogovor. A se lahko prosim še predstavite? Tako je. Hvala tudi vam in vsem gledalcem. Jaz sem Mira Milavec. Sem v bistvu iz Slovenije, v sami Ukrajini sem že 3 leta,
sem tudi del Maringa dela, gibanja fokolarov, mednarodne organizacije in tudi na ta način v bistvu sem prišla na krajino, kjer lahko danes v bistvu posredujem to majhno kapljico v morje.